strokovnih posvetov v razvojnem diskursu. Razvojni diskurs oziroma diskurs razvitosti in nerazvitosti predstavlja temelj mednarodnega razvojnega sodelovanja. V tem prvem delu bi najprej povedala oziroma malo razmišljala, kako se je oblikoval ta način mišljenja o razvoju. Okrogla miza o razvojnem diskurzu je bila v bistvu sklicana z namenom, da bi se pogovorili o tem, kakšno pravzaprav imamo to paradigmo razvoja, o kateri govorimo. In glede na to, da pravzaprav razvojni diskurs predstavlja temelj mednarodnega razvojnega sodelovanja, s čimer se nevladne organizacije precej ukvarjajo, smo si želeli pogledati, katere so neke te osnovne premise, ki jih ta razvojna paradigma deli, se pravi, a gre za model nekega tehnološkega, ekonomskega napredka, kakorkoli, in kaj pravzaprav ta model povzroča, ker v bistvu kaže v zadnjem času vse bolj na to, da gre za nek izjemno nasilen model, ki pravzaprav po celotnem svetu vsiljuje en model družbe, praviloma družbe, ki bi naj bila čim bolj podobna v bistvu zahodnoevropskim družbam. In zdaj seveda iščemo razloge, zgodovinsko ozadje tega modela, zakaj se ga povsod vsiljuje in kaj pravzaprav povzroča. Razvojno paradigmo je predvsem zelo zaznamoval način razmišljanja iz razsvetljenstva naprej. V razsvetljenstvu je prišlo do nekega preloma. Prej se razvoj razmišlja kot nekaj naravnega, kjer ima neke meje, ki jim postavlja Bog oziroma narava. V razsvetljenstvu se postavlja univerzalne modele človeštva, začne se razvijati izredno velika vera v znanost. S tem razvoj ni več nekaj, kar bi bilo omejeno, ampak postane brezmejen, neizmeren. S tem se razvija poleg te neizmernosti, brezmejnosti, prihaja do te nocije oziroma predstave, ki se veže na razvoj, je predstava rasti. To se pravi, razvoj in rast sta medsebojno povezana. Kar je zelo pomembno tukaj poudariti, je pa ta univerzalni model človeštva. Mi na Zahodu smo izumili nek sistem, ki ga apliciramo na ostale predele, ker verjamemo, da je univerzalen. Prihaja do, namesto o cikličnem načinu mišljenja, se pojavlja linearno in s tem tudi začnemo govoriti o tranziciji, to se pravi, da obstaja ena določena evolucijska pot, ki nas bo vse, celotno človeštvo na tem svetu pripeljala iz točke A v točko B. To se je razvijalo na Zahod v Evropi in je del zahodne miselnosti, ki ne glede na to, da so se po drugi svetovni vojni, ko se je v razvoj postaja sestavni del globalnih politik, ko se razvoj institucionalizira in profesionalizira, dejansko zaznamuje naš način mišljenja in razmišljanja še danes. In zelo težko je razmišljati o drugih alternativah, dokler sami ne reflektiramo te kontekste, kot tudi številne druge zgodovinske kontekste, šele na podlagi te dekonstrukcije, različne lokalne zgodbe, kako se je razvoj apliciralo, kako se je proti razvoju borilo. Šele na podlagi tega lahko naredimo nek korak naprej. Večji korak, ki bi ga lahko naredili, je to, dajmo razvijati sposobnosti interakcije za tekstom, ki ga imamo na razpolago. Se pravi, namesto dajmo zbrisati neke učbenike, ki se nam zdijo neustrezni, ali pa besedila, narative, ki se nam zdijo neprimerni. Dajmo pogledati njihovo ozadje, zakaj so takšne kot so, dajmo razpravljati s tekstom, ker ga bomo tako lažje razgradili kot to, če ga preprosto ukinemo. Se pravi, če zbrišemo zdaj te naše zdajšnje napake, se bo verjetno v prihodnosti spet ponovile. Ko se pogovarjamo s prostovoljci, ki jih pošiljamo v tujino, recimo na to temo razvoja. Kaj za to vzame konkretno za prostovoljca pomeni? Da jaz razumem, iz kje izhaja ta paradigma razvoja in zakaj za nas to nima. Večino za to nimamo veliko časa in za razumeti take stvari in predvsem pa jih aplicirati na svoje lastno življenje. Kako bom jaz posameznik zdaj to živel in kaj bom delal, zato rabiš ti veliko časa.
ker to je sprememba mojega pogleda na svet. Pogled na svet se pa ne spremeni v 1 uri, ali pa 1 uri pa pol, koliko imamo večino časa za pokriti te teme. Tako da je to tist, kjer apelira zdaj na vse nevladne, da takim temam vsem namenimo več časa. Jaz se s tem vprašanjem v bistvu ukvarjam praktično ves čas. Mogoče dejstvo, da sem se rodil v bistvu v Zimbabveju, tudi pripomore k temu. Težko je biti Afričan v tej državi, oziroma v zahodnem svetu sploh, in da se ne opaziš, da nekaj ne štima in da se tem praktično prisiljen, da se s tem ukvarjaš. Po mojem je vprašanje razvojno sodelovanje, kot se danes praktizira, nekakšno nadaljevanje nekakšnih procesih, sistemih, ki smo jih spoznali v preteklosti, konkretne recimo kolonializem. Jaz vidim zelo veliko paralelo med razvojnim sodelovanjem in kolonializmom. Zanimiva je tudi ta odgovornost, ki je sama po sebi lahko zelo dobre učinke in lahko zelo redno na nivoju nekaterih nevladnih organizacij. Obstaja pa tudi korporativna družbena odgovornost, za kar se trudijo neke te družbe, ki v glavnem izkoriščajo plin ali pa uran, in se potem uvijajo v ta diskurs socialne odgovornosti, kako bodo one zdaj tukaj pomagali ljudem, da bodo prišli, ne vem, do infrastrukture za kanalizacijo, pa da bodo imeli vodnjake, pa službe. Dejansko pa v bistvu to počnejo v tako majhni meri, da to sploh ni primerljivo s to ogromno škodo, ki jo naredijo in same sebe v bistvu se tržijo na ta način, da so odgovorni in sustainable, dejansko pa niso, se dobesedno oblečejo v ta diskurs. Alternativah razvoja, razmišljanja o razvoju je govoriti težko. Preveč je treba stvari dekonstruirati, o njih razmisliti, da bi to lahko naredili na nek kratek rok, tukaj tudi na okrogli mizi. Kar je nedvomno naša spremljevalka in lahko govorim, da občutimo razvoj tudi na svoji koži, oziroma razvojnostno vprašanje je neka medsebojna globalna povezanost, ki se lahko kaže seveda tudi v nekih negativnih družbenih, predvsem okoljskih procesih, družbenih, ekonomskih in tako naprej. Razmere so pač po svetu, procesi so vedno bolj povezani, kljub temu, da se to sliši tako izpeto morda, in verjamem, da jih bomo že za časa našega življenja tudi v negativno smer še vedno bolj čutili. Nisem pesimist, mislim, da sem samo realist, ki pozna stvari, določene razvoje na dolgi rok. Zdaj na samem posvetu je bilo govora o tem, kaj so pravzaprav merila razvoja, kdo določa, kaj je razvita družba in tako naprej. In v enem članku, ki sem ga ravno včeraj dobil, je bil en citat, ki mi je bil blazno blizu, pa priznam, nikoli nisem pomislil na to. Članek sicer govori o dobrih primerih, recimo temu razvojnega sodelovanja v narekovajih, in zaključi s presenetljivo mislijo, da pravzaprav nekateri ljudje ocenjujejo, zakaj nismo še našli sledov življenja na drugih planetih v vesolju. In pravi, ja, verjetno zato, ker vsaka zelo razvita družba bi bila nerazločljiva od okolja, v katerem je. In to se mi zdi pa en tak model, ki pa je res popolnoma zanemarjen v današnjem diskurzu. Alternativni način mišljenja je ena izmed, ne gre za to, da iščemo samo neke alternative. Fino bi bilo razmišljati, kako narediti nek paradigmatski prelom, kar je seveda izredno težko. Razmišljati o drugih načinih mišljenja. Jaz mislim, da je predvsem treba veliko graditi na transnacionalni solidarnosti, na povezovanju ljudi, ki se najdejo, ki smo v podobnih okoliščinah, podobnih okoljih, pri tem pa ne na globalni ravni ustvarjati nekega univerzalnega modela, ker s tem že spet ponavljamo staro zgodbo, ampak graditi na tem mnoštvu v različnih lokalnih praks.